Že pred desetletji je eno od vodil Evropske mreže zdravstvenih urednikov in novinarjev postala teza, da je novinarsko pero lahko tako mogočno kot kirurški skalpel. Točno takšna pa je tudi vaša zadnja knjiga Skalpel, ki predstavlja edinstven preplet vrhunskega vihtenja skalpela na eni in peresa na drugi strani. S popisovanjem svojega kirurškega dela, skorajda nepredstavljivo zahtevnih mikrokirurških posegov, širokega diapazona občutkov, preizkušenj, odpovedovanj in dosežkov, ki so se nanizali v letih in desetletjih profesionalnega brušenja, ste naredili nekaj težko predstavljivega. Izzive pri delu kirurga, ki s sledenjem najnovejšim dosežkom sodobne medicine dosega in skorajda presega meje mogočega, ste ubesedili na izjemno poljuden, občuten in vsakomur razumljiv način. In prav tega, razumeti, kakšno odrekanje zahteva vrhunska medicina od dobrega, predanega strokovnjaka, ki mu je dobrobit pacientov glavni imperativ pri delovanju, v današnji družbi boleče primanjkuje. Kako vse to vpliva na vaše delo? Hvala za izčrpen uvod, ki je podal cel pregled knjige. Tukaj mogoče bi ta uvod malce popravil, da je to le eden od zapisov in jaz verjamem, da mnogi moji kolegi, skoraj vsi bi lahko napisali zelo podobno knjigo. In vsi so v svojem življenju na račun službe se veliko odrekali, požrtvovalno delali v skupinah in pomagali številnim ljudem. Tako da to je samo ena izmed knjig, ki bo mogoče spodbuda še za mnoge druge knjige, in tudi v uvodu je zapisano, da je ta knjiga namenjena oziroma posvečena vsem kirurgom obeh spolov in njihovim družinam, ravno zaradi tega, ker se zavedam, koliko odrekanja je tukaj zadaj. In še nekaj, ta knjiga, namen te knjige ni predstaviti moč posameznika, moč sodobne medicine, pač pa v ospredje postaviti pacienta, da ljudje prepoznajo, kaj se zgodi s pacientom, žensko, ko zboli za rakom dojke, kaj vse jo čaka, kaj se zgodi v hudih prometnih nesrečah, kaj se zgodi ob uporabi pirotehničnih sredstev in kakšne so posledice. Pokaže tudi omejitve sodobne medicine na nek način, kot recimo v primeru pirotehničnih izdelkov in eksplozijske poškodbe, kjer praktično sodobna medicina tudi danes z vsem tehnologijo lahko ponudi bore malo. Tako da ta knjiga je bolj v ospredje postavila pacienta in pa delo zdravstvenih timov, da ljudje lahko prepoznajo, kaj vse stoji za tem, za zidovi bolnišnic, kot da bi odgrnil neko zaveso, odprl vrata in iskreno prikazal vse, kar stoji v ozadju. Se pravi, ko ljudje slišijo o kirurškem posegu, poznajo zgolj vrh ledene gore, ne poznajo pa, kaj se vse skriva pod tem vrhom, in skriva se ogromno zanimivih zgodb. Vaše strokovno delo je zaznamovano s tem, da ste pripravljeni vztrajati, dokler ne naredite res vsega, kar je mogoče. Zgodbe pacientov, ki ste jim med zdravljenjem pomagali spisati srečni epilog, seveda skupaj s celotnim timom, jih potegnili iz primeža bolezni in jim obenem omogočili nov začetek, so, ko jih človek prebira in jih opazuje od daleč, raznovrstne, osupljive, nepredstavljive. Vsaka izmed njih je edinstvena, sleherna, prinaša drugačno sporočilo. Katere od njih so pustile poseben pečat v vašem življenju? Prav vse, zato so uvrščene v knjigo, in še mnogo je drugih zgodb, ki jih pač nisem uvrstil zaradi različnih vzrokov v knjigo. Vsaka pa pušča tudi v meni velik pečat in tudi mene te zgodbe učijo. So me naredile bolj modrega človeka, preudarnega človeka, in kot vedno rad rečem, ti pacienti so moji največji učitelji. In njihove življenjske zgodbe postajajo del moje življenjske zgodbe, oni postajajo del moje širše družine, ki me jasno sooblikuje, in ljudje se vedno znova učimo iz takih dogodkov, iz takih zgodb,
in postajamo na koncu, kot sem omenil, bolj modri, preudarni, umirjeni, razmišljamo globalno, bolj širše in globje, in si postavimo svojo lestvico problemov morda povsem drugače, kot je bilo včasih. Danes se točno zavedamo, kaj je glavni problem, kje smo nemočni, za vse ostalo pa so rešitve. Neozdravljiva bolezen je pač tista, ki je na tej lestvici problemov na mestu 9-10, če je nerešljiva, je na 10, vse ostalo pa so rešljivi problemi in tega se moramo zavedati vsak dan. Kakšen pa je skupni imenovalec vseh teh zgodb, tisti raison d'être, ki kirurgu vašega kova preprosto ne da miru pri iskanju vedno novih rešitev? Nekaj o tem ste že povedali, pravzaprav povzeli bistvo vsake zgodbe posebej in vseh skupaj, pa vendarle. Ja, vedno obstajajo določene ustaljene poti in zgodi se velikokrat, da so te preprosto izčrpane. In potem samo nove novosti, novitete, nove ideje, novo razmišljanje, tudi nove ideje iz izredno starih knjig lahko pridejo prav, da najdeš neko novo prvenstveno smer in prideš po tej prvenstveni smeri tudi v navezi z ostalimi plezalci, lahko tudi delno s pomanjkljivo opremo neposredno na vrh in iz tega vrha je potem jasno najlepši razgled. Tako da danes ena izmed poglavij je tudi instant medicina, vpliv marketinga in vpliv multinacionalk pri protokolih sodobne medicine. Se pravi, industrija ima veliko vlogo pri iskanju rešitev in zasleduje tudi pač svoj finančni interes. Tako da se mi zdi, da mladim zdravnikom je treba povedati, da morajo iskati tudi svoje inovativne rešitve za vsakega pacienta posebej. Vsak pacient je unikum, ima svoje probleme, telesne danosti, svojo družinsko zgodbo, zato je za vsakega potrebno najti najboljšo rešitev. In tudi v sodobni medicini zdravniki zgolj povemo, katere rešitve poznamo, katere rešitve priporočamo, nato je pa bolnik sam s svojimi družinskimi člani tisti, ki se odloči za eno izmed možnosti. Na srečo imamo skoraj vedno več možnosti. Bi rekli, da imajo danes pacienti dovolj informacij, kako čim uspešneje priti, kot pišete v skalpelu, od točke B bolan do točke Z zdrav? Ja, informacije je veliko, vedno več, tudi informacije so na medmrežju, je pa potem problem, ko vidijo mogoče nekateri pacienti so izredno izobraženi in potrošijo ogromno časa, da pridejo do dna svojih bolezni in problemov in morda v določenem problemu, če je redek, vedo celo več kot tisti, ki ga obiščejo, da bi jim pomagal, ker poznajo vse, kaj se dogaja na vseh koncih sveta, ker to je danes lahko dosegljivo. In potem je lahko določena frustracija, ko vidiš, da vseh teh možnosti pri nas ni, ne? Tako da so te poti različne, številne države nas prehitevajo, zlasti po opremljenosti, jasno tudi po številu kadra, po motivaciji in vse ostalo, ne. Zgledujemo se po avstrijskem modelu, ne povemo pa takoj v nadaljevanju, da kakšna je količina denarja namenjena za avstrijsko zdravstvo, da je 2-krat več zaposlenih, da so 2 do 3-krat bolje nagrajeni, ta drugi del vedno zmanjka. Tako da smiselno se je, če želimo kako spremeniti, najprej iskreno pogovoriti in graditi na realnih temeljih. In potem mogoče iz tega lahko še kaj naredimo, da se približamo naprednim državam, ki imajo najboljše možne načine zdravljenja. Kaj pa vas je v dosedanji klinični praksi najbolj prizadelo? Kaj je bilo tisto, kar ste morda tudi obžalovali? Ne, vedno te najbolj prizadene, ko si poražen strani bolezni. Zlasti pri recimo mladih ljudeh, bodisi zaradi hudih poškodb ali pa napredovale rakove bolezni. Najbolj te prizadene, ko izgubiš pacientko z rakom dojke, pa ima majhne otroke doma. Veš, da je bila njena borba strašanska, od kemoterapije, obsevanja, večkratnih kirurških posegov, rekonstrukcije, biološka zdravila, izčrpano telo, slabe družinske potem razmere. Take ženske so junakinje in ko take ženske izgubijo bitko in
v očeh še vedno vidiš tisto željo, tisto strast do življenja in tisti strah, kaj se bo zgodilo z otroci, ko se ta dva pogleda ujameta, jasno je zelo hudo in to tudi potem nesemo v svoj dom in nas ne pušča povsem imune za take situacije. Jasno je, da ko pridemo v operacijsko dvorano, se moramo preleviti v stroje, brez čustev, da vse profesionalno lahko naredimo, optimalno, da dosežemo najboljši rezultat, ampak ko pacientke pregledujemo v ambulantah ali pa ko se potem srečamo izven bolnišnice, takrat pa tudi pri nas prevladajo čustva in razmišljanja v tej smeri. In tudi zlasti tudi za mlade zdravnike je zelo pomembno, da ne znajo samo vse teoretično znanje do potankosti, praktično znanje, ampak da se zavedajo, kaj je tista teorija, ki pokaže neko bolezen in kaj je nekaj narobe, vsa dogajanja na mikro in nano nivoju, patofiziološka, fiziološka in vsa ostala mikrobiološka v resnici pomenijo za tega človeka in za njegovo družino ali pa za celotno družbo. Ker s tem se lahko zgradi neka empatija in drugačen, bolj poglobljen pristop do samega pacienta. Kakšne so danes ključne, recimo temu, pasti, izzivi, nevarnosti, ki spremljajo delo kirurga v skrbi za pacienta in zakaj je resnično zelo pomembno mesto v prepletu vseh teh dejavnikov tisto, ki ga človek namenja empatiji? Ja, v knjigi Skalpel obstaja poglavje, kaj naredi dobrega kirurga in poleg vseh teoretičnih znanj, ročnih spretnosti in razmišljanja so nedvomno, da zna biti timski igralec, da se zaveda, da v kirurgiji ni prostora za supermana, ampak zgolj za uspešne time, ki sodelujejo skupaj, mislijo in delajo kot eden in imajo pred sabo samo končni cilj, premagati bolezen. Odnosi so dvosmerna pot, tudi tega se treba zavedati, da kar daješ, to največkrat dobiš. In vse to, ko se vse to poveže v neko z dobro kemijo, v nek dober tim, smo lahko uspešni in z vsakim uspešnim zaključenim posegom pridobivamo tudi na samozavesti, rastemo in smo potem lahko iz dneva v dan boljši. In potem iščejo tudi nove, napredne rešitve, drugačne rešitve. V tim sprejemamo morda tudi ljudi, ki niso neposredno vključeni v zdravstvo, ampak imajo druga znanja, druga razmišljanja in takih je v Sloveniji zelo veliko. In spet, če zgradimo še en tak širši tim, smo spet lahko en korak pred ostalimi. Kljub temu, da smo finančno manj sposobni, da imamo manj različnih naprav, imamo pa lahko boljše ideje, ki so sestavljene večplastno iz več področij. Kaj je tisto, kar umiri vaše srce in dušo? Kaj v redkih trenutkih prostega časa in odklopa umiri tudi vašega raziskovalnega duha, ko si dovolite biti zgolj in samo s svojimi bližnjimi, saj tako tlakujete in negujete tisto, kar je v življenju najdragocenejše in najpomembnejše? Raziskovalni duh je prirojen in nikoli ne ugasne. Tudi recimo, ko grem na neko sprostitev, zgolj sprehod skozi gozd, razmišljam, opazujem, analiziram in postavljam neke si nove ideje. Ko grem recimo, moj glavni hobi je podvodni ribolov, znova raziskujem obnašanje rib, raziskujem skalovje v vodi, kako so postavljeni kamni in na osnovi te analize lahko dobiš neko veliko hobotnico, jo opazuješ, lahko dobiš neko veliko ribo. Stalno se mi zdi, da je potrebno za nek lasten ali napredek ali zabavo, ne nazadnje, raziskovati, razmišljati in širiti svoje obzorja na vseh področjih. In zame je življenje ena velika priložnost, ki ga je potrebno na čim boljši način izkoristiti. In ob tem biti ves čas živ, če lahko tako rečem. Se pravi, razmišljati, gledati, opazovati, se povezovati, se družiti in s tem samo rasteš in pridobivaš. Tako da neko jasno je, da danes več ali manj ogromno ljudi dela tudi različne psihološke terapije, vaje za sproščanje,
vaje čuječnosti. Vse to je nujno potrebno. Se pa potrebno tudi zavedati, da morda, če že vstopaš vsak dan pripravljen, niti morda takih vaj ne potrebuješ, ker si že sproti se zavedaš in se morda tudi jeziš ali sekiraš za stvari, ki so odvisne od tebe in bi jih lahko sam spremenil. Življenje pa te nauči, da morda ne porabljaš preveč energije za tiste stvari, na katere nimaš vpliva. Žal pa danes imamo vse manj vpliva, več ali manj v tem globalnem svetu. Algoritmi multinacionalk, ki so prerasli šefe držav, urejajo svet, ki se bolj ali manj po njihovih notah na to odvija. Zato pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da uživamo vsak trenutek, ki nam je dan. Zakaj je potem takem tako pomembno, da človek, pa naj bo zaposlen v katerikoli profesiji, naj si pred seboj na življenjski poti zastavi kakršnokoli poslanstvo, dela na tem, da užije vsak dan in da v bistvu spoštuje to, kar mu je dano? Ja, kot sem večkrat omenil, življenje je ena velika priložnost. In znan je rek iz balkanskega filma Toma od režiserja Bjelogrlića, ki pravi, da ni važno, na kakšno dolžino razvleče življenje, temveč je pomembno, koliko življenja daš v vsak dan. In nekateri so lahko mladi, pa so že doživeli za 3 življenja različnih dogodkov in so izkušeni, a ne. Skratka, življenje je priložnost, treba ga je tako jemati. Vsaka minuta, ki nam je dana, jo lahko na bolj ali manj prijeten način izkoristimo, aktivno se družimo, iščemo prijateljstva, se pogovarjamo, iščemo neke nove rešitve, iščemo nek napredek v sebi in v svoji okolici, pomagamo drugim ljudem, pomagamo svojim otrokom, da jih izobrazimo, da postanejo kritični misleci in da niso podvrženi zgolj prvi marketinški akciji in pa različnim algoritmom multinacionalk. To je naša naloga in to je čar življenja. Čar življenja je kot neka bogata rižota s koščki mesa, nekaj riža, zelenjave. Vsakič, vse, kar pa je v tej rižoti, je pa po svoje zanimivo in vse skupaj daje nek svojevrsten okus. Zanima me pravzaprav še to, kaj študentom medicine, vašim bodočim strokovnim kolegom med predavanji polagate na srce, katera so tista osnovna vodila, ki naj narekujejo njihovo strokovno pot? Ja, najprej, da so v osnovi dobri ljudje. To je bistvo dobrega zdravnika, da si dober človek, da si iskren sam do sebe, do drugih, da poveš resnico, ne glede na to, kakšna je. Potem pa, da razmišljaš širše, globje, iščeš rešitve, podobno kot bi iskal rešitve zase ali pa za svoje družinske člane, enako tudi v kirurgiji. To se mi zdi, da je najbolj pomembno in zavedati se morajo, da vsi, ki pač začenjajo ali pa na svoji poti bodo delali napake in tudi o tem se je treba pogovarjati, na to iskati spet nove rešitve in vedeti in se zavedati, da so si izbrali najlepši poklic, ki na svetu obstaja, da pomagaš nekomu, ki tvojo pomoč najbolj potrebuje. Bodisi zaradi bolezni, bodisi zaradi poškodbe ali drugih telesnih ali duševnih težav. In teh je danes ogromno, dela je ogromno in če to prepoznaš kot neko poslanstvo, se lahko popolnoma izpolniš svojo dušo in ob tem lepo živiš. Česa si želite v bližajočih se prazničnih dneh v pričakovanju novega leta in seveda tudi vedno novih strokovnih izzivov? Trenutno nekaj miru, nekaj sproščenosti, ugasnjen telefon. V glavi so pa že projekti za naslednje leto, seveda, in po teh mojih željah, ki sem jih zdaj naštel, to hitro mine po dnevu 2, potem pa že v glavi rojijo misli
kaj bom povedal na tem kongresu, kako bom pripravil ta projekt. Pacientov je že ogromno razpisanih za naslednje leto, tudi posamezni večji izzivi, kjer je treba iskati morda spet neke nove rešitve, pogovarjati se z kolegi v tujini, tako da enako kot vse prejšnja leta, se pravi neko bogato leto, veliko dobrih novih zgodb, upam, da večji del zelo uspešnih. Ob tem pa ohraniti osebno zdravje, kar je pa tudi vedno težja naloga. In vsakič sproti vedno nov izziv, kaj ne? Ja, življenje je vsota ali pa seštevek različnih izzivov. In večji kot je izziv, bolj si zadovoljen, če ga uspešno končaš. Zadovoljstvo je pa čar življenja.